Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ne bomo mogli mimo novih maš v Vojniku in Šmartnem pri Litiji. Prisluhnili bomo, kaj sta novomašnikoma Ambrožu Brezovšku in Matiji Golobu povedala novomašna pridigarja Tadej Linasi in Martin Golob. Skočili bomo tudi ob avstrijsko mejo v župnijo Remšnik, tam bo danes srečanje dveh škofov. Prisluhnili bomo še, kaj prinaša nova številka revije Novih svet. K poslušanju oddaje vas vabim Rok Mihevc. Radijska oznanila. V tem tednu godujejo. Jutri Kamil Delili, duhovnik, Božidar, škof, Angelina, redovnica. V torek Bonaventura, škof, cerkveni učitelj, Vladimir Kijevski, knez, Česlav Šlezijski, redovnik. V sredo Karmelska mati Božja, Eustati, škof, Elvira Opatinja. V četrtek Aleksi, Aleš, spokornik, Vestina, Vesna, mučenka, Marina, mučenka. V petek Friderik, Miroslav, škof, Arnold, spokornik, Filastri, škof. V soboto Arsen Veliki, puščavnik, Makrina, devica in Simah, papež. V nedeljo pa Apolinari, škof, mučenec, Marjeta Antiohijska, mučenka, Aureli, Zlatko, mučenec, Elija, Il, prerok. Prihodnja nedelja bo 16. med letom. V Borovnici bo dopoldne ob 10. sveta maša in spominska slovesnost za pokojne Vičičeve in druge žrtve komunističnega nasilja. V Gornjem Gradu bo dopoldne praznovanje svetega Mohorja in Fortunata, ob 10:30 bo maševal Načkov Zore. Dopoldne bo pri Svetem križu nad Belimi vodami romarski shod, ob 10:30 bo sveta maša in telovska procesija. Na Remšniku bo danes dopoldne v podružni cerkvi svetega Pankracija na Radeljci 10. srečanje na meji dveh škofij, Gradec in Maribor. Ob 11. bosta somaševanje vodila graški škof in mariborski nadškof. Drevi bo v Stični, v baziliki Žalostne Matere Božje ob 18:30 fatimska pobožnost, ki jo bo vodil dr. Alojz Snoj. V torek bo v Sori v Karmelu svetega Jožefa in Marijenega brezmadežnega srca ob 18. sveta maša za tiste, ki nosijo karmelski škapulir in so člani karmelske bratovščine. V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Od 8:30 naprej bo molitev, ob 10. sveta maša. V sredo bo v Mirni peči v Karmelu Marije, kraljice angelov, praznovanje Karmelske Matere Božje. Sveti maši bosta ob 7. in ob 18. Ob 16. bodo večernice, ob 16:30 nagovor upokojenega beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja in ob 17:30 rožni venec. V sredo bo v Sori v Karmelu svetega Jožefa in Marijenega brezmadežnega srca ob 18. sveta maša na praznik Karmelske Matere Božje. V četrtek bo na Vranji peči v župnijski cerkvi svetega Urha ob 18. sklep celodnevnega češčenja sveto mašo in blagoslovitvijo obnovljene fasade. Slovesnost bo vodil Načkov Zore. V soboto bo na gori pri Sodražici v podružni cerkvi Marije Snežne romarski shod ob 190-letnici rojstva Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 15:45 bo molitvena ura, ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval kardinal Franc Rode. Ob oznanilih zaželimo prijeten in blagoslovljen teden, ki je pred nami, pa doživet počitniški čas.
Župniji Šmartno pri Litiji in Vojnik sta bili pred tednom dni pravi izvir veselja za cerkev v Sloveniji. Veselili sta se novih maš, ki sta ju pela Matija Golob in Ambrož Brezovšek. Eno je potrebno ter Oče v tvoje roke sta novomašni gesli, ki sta si ju izbrala za vodilo svoje duhovniške poti in s katerima sta izpričala osebno vero. Mogočni mlaji, narodne noše, čudovito okrašena cerkev, igranje godbe, prevoz s kočijo, množica vernikov, več 100 vrst peciva, slovesno pritrkavanje ter petje, vse to so bila zunanja znamenja, ki so izkazovala ponos faranov, da iz njihove župnije izhaja nov duhovnik. Globoki in sporočilni so bili tudi sprejem na predvečer nove maše, tradicionalna podoknica novomašniku in slovo od doma. V cerkvi svetega Martina v Šmartnem pri Litiji je Matiji pridigal brat Martin Golob, ki je v 35-minutnem nagovoru razmišljal, kaj je tisto eno potrebno, da duhovnik lahko izpričuje svoje poslanstvo. Položil mu je na srce: Ne šparaj se, bodi deloven, ustvarjaj, ne popuščaj. Tudi ko bo zmatran, nared, kar je treba narediti. Na kmetih vemo, da krave ne čakajo in njih ne zanima, če zmatran, če zbolan, če se ti ne da, pač naredite treba, kar je treba narediti. In to prakso prenesi v svoje življenje. Ko boš molil in delal, takrat boš v Bogu letel kot golob. In to je res potrebno. Potrebno je, da si tak duhovnik. Golob leti, ko maha z obema krilama, a pred letenjem pa se le ustavi pred tabernaklom, pred Jezusom. Matijev stric, ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar, mu je za popotnico dejal: Biti z Jezusom, sprejeti Jezusa v svoje življenje, hkrati pa tudi pustiti, da te Jezus privabi. Ta odnos z Jezusom je tisto eno potrebno, potem pa vse druge stvari pride zraven. Nova maša v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku pa je bila posebna tudi za nas, saj je brat Ambrož naš nekdani sodelavec in se veselimo skupaj z njim. Pridigar, celjski stolni župnik Tadej Linasi, se je Ambrožu zahvalil, da se je ustavil in da je slišal Gospoda, ki ga je vabil na pot duhovništva. Verjemi, da je prva stvar duhovnika odnos z Gospodom, je novomašniku položil na srce. Ambroža je spodbudil k vztrajni hoji za Gospodom. Vedno moramo biti odprti za njega. Posvečen si bil na praznik Jezusovega srca. Duhovništvo je rojeno iz Kristusovega srca. Nove maše Ambroža se je med drugim udeležil škof Stanislav Lipovšek, ki izhaja iz Vojnika, prav tako je družinski prijatelj. Zaželel mu je: Da bo zvest svojemu novomašnemu geslu. Ja, Oče, tvoje roke, čisto vse, kar bo prišlo, tukaj sem. Hvala ti, da si jo poklical. To pa bo kar v redu. Sledilo je še novomašno slavje in večernice s 5 litanijami. Ambrožu so domači pripravili posebno glasbeno točko. Matiji pa so za presenečenje med drugim zapeli Domen Kljun, Nuša Derenda in Dejan Vunjak. Večer je popestril tudi imitator Tilen Artač. Kar nekaj foto in video utrinkov najdete na naši spletni in Facebook strani, toplo vabljeni, da si jih ogledate. Sedaj pa na telefonski zvezi lepo pozdravljam ključarja župnije Remšnik, gospoda Alojza Unuka. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi vam v Radio Ognjišče in hvala za povabilo za pogovor. Tako midva se slišiva, da nam za začetek več poveste o tem, da
Župnija Remšnik vabi na srečanje romarjev v svetem letu 2025 in srečanje obeh škofov na meji, ki se bo odvilo prav danes. Povejte nam kaj več o tem. Ja, to se pravi župnija Remšnik in Oberhag. Oberhag je župnija iz sosednje Avstrije. Vabi vse prijatelje cerkve svetega Pankracija na 9. mednarodno srečanje škofov dveh držav in vernikov, in to na meji pri svetega Pankracija v nedeljo 13. julija ob 11. uri. Slovesno mašo bo dvojezično bogoslužje in bosta to tudi blagoslovila oba dva škofa, gospod magister Alojzij Cvikl, monsignor, in dr. Wilhelm Krautschwachel iz škofije Grad Sekov, bosta blagoslovila križ romarjev 2025 in to tablo tudi, ki je bila posebej narejena za to srečanje. Ob 10. uri se bo začela procesija od zadnje kmetije na slovenski strani, po domače Vrovljak, do cerkve. Srečali z verniki in z škofom iz Gradca pa bo na približno sredini poti med cerkvijo in to kmetijo pri kapeli svetega Hubertusa, ki je prav tako nameščena na meji, in potem bo to skupno romanje do cerkve in pa skupna dvojezična sveta maša, kjer bodo sodelovali pevci iz župnije Remšnik in pevci iz župnije Oberhag, ter tudi naši otroci iz Remšnika. Maša pa bo za 3 pokojnike, in sicer za pokojnega župnika Klobasi Jožefa, ki je bil dolga leta župnik v župniji Oberhag in je bil eden izmed prvih pobudnikov tega srečanja. Ta drugi je bil tudi iz Oberhaga, iz župnije Oberhag, gospod Leubner, in tretji dobrotnik pa je bil Ervin Pušnik iz Radl ob Dravi. Kako pa je prišlo do pobude za takšno srečanje? Verjetno že ima neko zgodovino. Poglejte, tale zgodovina te cerkve svetega Pankracija sicer ni znana v podrobnosti, je pa morda bogata. Morda bi par besed rekel, od kdaj je ta cerkev postavljena in kako se je pravzaprav začelo, zakaj je to srečanje važno tako za obe strani meje Avstrije in Slovenije. In sicer ta cerkev je bila zgrajena, oziroma začetki so bili v letu 1490. Leta 1532 pa so jo Turki, ki so hodili po naši zemlji tukaj, zažgali. Pomemben datum je tudi leto 896, kjer je bila ta del cerkve dodan, je bil podarjen iz mesta Rim, da postavijo to cerkev. In sicer, kako je ta cerkev nastala? Ta cerkev je bila zgrajena točno na meji. In sicer 2 kmeta sta podarila zemljo, to je na višini 910 metrov, sta podarila zemljo, vsak polovico, pol na avstrijski strani, pol na slovenski strani, in cerkev se je gradila točno tako, da je dolga leta meja potekala skozi cerkev, to se pravi pri vhodnih vratih, pol vrat je bilo avstrijskih, pol naših, in skozi oltar je ta meja nadaljevala naprej proti Avstriji in Sloveniji. Zdaj, ta cerkev je dočakala 1. svetovno vojno in 2. svetovno vojno. Obe dve vojni sta zapustili določeno
zapuščino, žalostno zapuščino, to pomeni, da se je cerkev uničila. Dokončno pa se je uničila po letu 1945, ker so to cerkev preuredili v hlev za konje teh gralničarjev. Vso opremo so poškodovali in so jih uporabljali kot gorivo. Ostalo je samo 2 stvari sta ostali. In sicer oltar in sveti Pankracij, ki so ga vrgli pred cerkev, in pa ena peščav teh orgel. To je kmet v neposredni bližini enkrat po noči odpeljal, skril in je vsa dolga leta bilo to skrito in noben za to ni vedel. Ampak po vojni, po letu 1966, pa se je začelo, da cerkev nima upravitelja. Ne ve se, kdo je lastnik. Ali smo to mi, Slovenci, ali so Avstrijci. In je bilo leta 1962 določeno in izvedena korekcija meje, tako da je ta cerkev zdaj kompletno na slovenski strani in tudi župnija Remšnik skrbi in obnavlja to cerkev. Takrat se je pojavil po vojni v Avstriji ta naš Slovenec, župnik Jožef Klobasa, to je bilo v župniji Overhak, ki je začel, da bi se ponovilo sodelovanje teh 2 držav in vernikov, tako kot je bilo pred drugo in v drugi svetovni vojni. In tako je dejansko vzklila ideja, da se bi letno začeli verniki iz ene in druge strani meje vsako leto srečevati. In oba dva škofa, mariborski nadškof Alojzij Cvikl in graški škof Wilhelm Krautschwachel, sta imela za to idejo posluh in sta rekla, ja, mi se bomo vsako leto v nedeljo, na Alešovo nedeljo, ker Aleš je zavetnik tudi cerkve svetega Pankracija, bomo uredili srečanje z obeh strani meje. In to je zaživelo, ljudje na eni in drugi strani so to podprli in tako je to zaživelo. In letos je že 9. tradicionalno srečanje obeh škofov. Da pa je ta letnica malo manjša, je pa kriva tudi bolezen oziroma ta COVID, ker 2 leti ni bilo srečanja zaradi varnosti, da ne bi bilo karkoli narobe pri tem srečanju. Toliko za enkrat. Mogoče še vprašanje, kakšen pa je odziv ljudi, se radi udeležujejo tovrstnega srečanja? Ja, ljudje se zelo radi udeležijo in sicer zato, ker je to že naprej, 1 leto naprej planirano, datum je določen, oba dva škofa ta datum določita že naprej in vsak si rezervira ta dan oziroma to nedeljo srečanje pri Pankraciju. Vedno smo se srečevali pri cerkvi in potem v cerkvi. Lani pa je padla odločitev, da bi mi organizirali skupno procesijo z ene in druge strani meje naše slovenske, od zadnje kmetije, dočim avstrijska, pa tudi zadnje kmetije točno na mejo in to smo tudi uredili. Bo pa letošnje srečanje verjetno minilo tudi v duhu svetega leta, ki ga obhajamo. Točno sveto leto je, zato bomo pa tudi, ker mi smo vsako leto za to srečanje nekaj pripravili ali neke stvari obnovili v cerkvi in tako. Letos pa imamo namen blagosloviti
križ romarjev 25. In sicer ta križ ima simboliko romarjev, teh križa, sidra in jader, in pa kot nosilni del tega križa, ki bo stal bo tudi svečnik, bo stal ob oltarni mizi, uporabili pa smo za nosilni del zvon, ki so ga v drugi svetovni vojni vrgli iz zvonika in se je skotalil v gozd, se je skril in tako je postal do današnjih dni in tega smo uporabili kot nosilni del. Ta zvon je počel, smo se trudili, da ga bi zavarili, da bi zopet ustvarili tisti njegov ton, to nam ni uspelo. Ton, ki pa je otožen in tih. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Dvojna, poletna številka revije Novi svet prinaša Gibanja in skupnosti, izraz žive cerkve. Kako je bilo na jubileju cerkvenih gibanj v Rimu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki 4 gibanj iz Slovenije. V Portu na Portugalskem se je zbrala pisana množica mladih na kongresu ambasadorjev miru v organizaciji katoliškega projekta Vzgoje za mir Living Peace International. Med njimi so bili tudi 2 študenta in 2 učitelja iz Slovenije. Krik zemlje. Letos je minilo 10 let, odkar je papež Frančišek izdal okrožnico Hvaljen moj Gospod. Obletnico so pri nas in po svetu obeležili tudi člani gibanja Laudato Si, katerega nastanek je okrožnica spodbudila. Skupne vrednote za mir, poročilo in sklepna izjava drugega medreligijskega foruma za mir, ki je bil 14. maja v Kopru. 3 vprašanja Bogdanu Vidmarju, vikarju Koprske škofije za Evropsko prestolnico kulture 2025 o povezovanju kristjanov na Goriškem. Kolumna profesorja dr. Bogdana Dolenca ob 1700. obletnici Nicejskega koncila, ki je negotovosti glede osebe Jezusa Kristusa in njegovega odnosa do Boga Očeta odpravil z jasnim naukom in tako postavil temelje sodobnega ekumenizma. V Evropskem parlamentu je bil simpozij krščanske ekumenske pobude Skupaj za Evropo ob 75. obletnici programskega govora Roberta Schumana, katoličana, ki je skupaj s Konradom Adenauerjem in Alcidejem de Gasperiem postavil temelje evropskega povezovanja. Pričevanje zakoncev Rajer iz Trzina o tem, kako uresničujeta priporočilo papeža Leona starim staršem, naj spremljajo svoje vnuke z modrostjo, sočutjem, ponižnostjo in potrpežljivostjo. V zelenem kotičku pa boste izvedeli, zakaj je za naše zdravje dobro hoditi bosi. Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov naročila@novisvet.si. Tokrat pa beseda življenja prinaša naslov Temelji družbenega življenja. Prisluhnimo. Do njega je prišel tudi neki Samarijan, ki je potoval. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Martina sedi na vlaku podzemne železnice v velikem evropskem mestu. Vsi potniki so osredotočeni na svoje mobilne telefone. Povezani so virtualno, a v resnici ujeti v osamitev. Martina se sprašuje, ali si ne moremo več pogledati v oči? To je pogosta izkušnja, zlasti v družbi, ki je bogata z materialnimi dobrinami, a vse bolj revna na področju medčloveških odnosov. Evangelij pa se vedno vrača s svojim izvirnim, ustvarjalnim predlogom, ki je zmožen vse narediti novo. Jezus v dolgem dialogu z učiteljem postave, ki ga sprašuje, kaj naj stori, da bi prejel v delež večno življenje, odgovori z znamenito priliko o usmiljenem Samarijanu. Duhovnik in levit, pomembni osebi takratne družbe, ob cesti vidita človeka, ki so ga napadli razbojniki, vendar gresta mimo.
Do njega je prišel tudi neki Samarijan, ki je potoval. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Učitelju postave, ki dobro pozna Božjo zapoved o ljubezni do bližnjega, Jezus za zgled predlaga tujca, ki velja za razkolnika in sovražnika. Vidi ranjenega popotnika, a pusti, da ga prevzame sočutje, občutek, ki prihaja od znotraj, iz globin človeškega srca. Zato prekine svojo pot, se mu približa in poskrbi zanj. Jezus ve, da je vsak človek ranjen zaradi greha in prav to je njegovo poslanstvo, ozdravljati srca z Božjim usmiljenjem in zastonskim odpuščanjem, da bi bila tudi ona sposobna bližine in delitve. Da bi se naučili biti usmiljeni kakor oče in popolni kakor on, moramo gledati Jezusa, ki je polno razodetje očetove ljubezni. Ljubezen je večna vrednota, ki daje smisel vsemu drugemu in najde svoj najvišji izraz v usmiljenju. Usmiljenje nam pomaga, da ljudi, s katerimi se vsak dan srečujemo v družini, v šoli in na delu, vidimo vedno nove, ne da bi se spominjali njihovih pomanjkljivosti in napak. Pomaga nam, da ne sodimo, ampak odpuščamo krivice, ki smo jih utrpeli. Še več, pozabimo jih. Do njega je prišel tudi neki Samarijan, ki je potoval. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Končni in odločilni odgovor je izražen z jasnim povabilom. Pojdi in tudi ti tako delaj. To Jezus ponavlja vsakomur, ki sprejme njegovo besedo. Postanite bližnji, prevzemite pobudo in se dotikajte ran ljudi, ki jih vsak dan srečujete na življenjskih poteh. Da bi živeli evangelijsko bližino, najprej prosimo Jezusa, naj nas ozdravi slepote predsodkov in ravnodušnosti, ki nam preprečuje, da bi videli dlje od sebe. Od Samarijana se nato naučimo sposobnosti sočutja, ki ga žene, da postavi na kocko celo svoje življenje. Posnemajmo njegovo pripravljenost, da naredi prvi korak k drugemu in odprtost, da mu prisluhne, da bi nase prevzel njegovo bolečino, brez obsojanja in brez skrbi, da bi zapravljal čas. To je izkušnja mlade Korejke. Poskušala sem pomagati najstniku, ki ni bil iz moje kulture in ga nisem dobro poznala. Čeprav nisem vedela, kaj in kako naj storim, sem zbrala pogum in poskusila. In na svoje presenečenje sem opazila, da sem, s tem, ko sem ponudila to pomoč, ozdravela od svojih notranjih ran. Ta beseda nam ponuja zlati ključ za uresničevanje krščanskega človekoljubja. Ozavešča nas o naši skupni človeškosti, v kateri se zrcali Božja podoba in nas uči pogumno presegati kategorijo telesne in kulturne bližine. V tej luči je mogoče širiti meje od mi do obzorja vseh in ponovno odkriti same temelje družbenega življenja. Pripravila Leticija Magri, skupino Besede življenja. Spoštovani, to je bilo tokrat vse v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Hvala za vašo pozornost in z Bogom do prihodnjič.